Nogometaši Mure so se zadnjih 15 dni mudili v Turčiji, kjer so opravili drugi del priprav na spomladanski del sezone. Tokrat smo se v Turčiji odpravili tudi mi, kjer smo se med drugim pogovarjali s predsednikom Robertom Kuzmičem. Ta se je uvodoma dotaknil ravno razloga, zakaj se črno-beli zadnja 3 leta odpravljajo v Turčijo. To pa niso zgolj boljši pogoji za trening. Poleg tega je to tudi ene vrste team building in dejansko tukaj so tudi na pripravah zelo močne ekipe z drugih držav in to nam omogoča tudi močne prijateljske tekme, ki nam dajo pač nek pogled, da vidimo, kje smo in da se lahko tudi ustrezno pripravimo na novo sezono. Mura je v zadnjih letih iz 3. lige napredovala nazaj med prvoligaše in si lani priborila celo nastop v kvalifikacijah za Ligo Evropa. Kuzmiča smo pa vprašali o tem, na kateri točki razvoja se Mura trenutno nahaja. Glejte, mi sledimo svoji strategiji, bi rekel, da celo po optimistični poti in dejansko smo v 4,5 letih dosegli večino, kar smo si zastavili, določene stvari celo presegli in lahko povem, da smo stabilizirali klub, po 4 letih postali tudi stabilni prvoligaš, kar dokazuje tudi prva polovica druge sezone v prvi ligi. Poleg tega smo igrali v Evropi, kar nam je dejansko omogočilo, da smo prišli tudi širše na zemljevid, prepoznavni tudi širše Slovenije, posledično tudi prodali 2 igralca in to nam je omogočilo tudi finančno stabilnost, da smo zagotovili večjo finančno stabilnost kluba in dejansko smo se prišli do točke, kjer danes smo. To pomeni, da smo razširili poleg kadra v mladinski šoli in v članski ekipi tudi strokovni kader v pisarne, kajti to je zelo pomembno, da klub raste na vseh nivojih, tako športnem kot tudi organizacijskem nivoju. Zadnji, ki je zapustil Mure, je bil Žiga Laci, kar je bil 3. prestop na Kopališki 45. Vendar pa prestop še vedno ni uraden. Razlog se skriva tudi v tem, da je še mladoleten. Žiga Laci je dobo interesenta, to je grški AEK. Pogodba je bila podpisana pred približno 10 dnevi, je pa igralec še mladoleten in postopek je malo daljši. To pomeni, da mora podkomitej na FIFA odobriti vse potrebne zadeve, da lahko mladoleten igralec prestopi in pričakujemo, da bo brez zapletov in naslednjih dneh tudi prestop uradno registriran. Morda lahko povejo, to bo šlo, morda za kakšno rekordno vsoto glede na prejšnja 2 prestopa? Če smo zelo odkriti, to je 3. prestop in vsak je nekoliko večji. Pri Muri so bili v tem prestopnem roku zelo aktivni, saj je črno-bele okrepilo kar 5 nogometašev. Toda strateg Mure opozarja, da je tem nogometašem potrebno dati čas, da se navadijo na klub in okolje. Ko je gužva v slačilnici, je vedno malo napetosti, ampak to je ena pozitivna zadeva in fanti se tega zavedajo. Zato je tudi toliko tenzij bilo na današnji tekmi in enostavno tega se želimo, ker konkurenca dela boljšega. Po drugi strani pa zelo kratek čas z nami, ne morejo v 7-8 tednih se fanti, ki so novi, prilagoditi maksimalno. Potreben bo določen čas, potrebna bo ogromno potrpljenja za naše strani, za strani navijačev, za strani soigralcev in poskušati čim prej to stvar prebroditi in v tej polsezoni izvleči čim večji maksimum iz teh novih igralcev. Eno je to, da stremimo k temu, da bi bila v ekipi konkurenca, drugo je to, zmerom nas pestijo določene poškodbe, lahko pričakuješ določene kartone in dejansko ekipa nek minimalni kader moraš imeti in mi si stremimo k tebi, da bi pač tudi iz leta v leto kader bil širši, bolj konkurenčen in bili pripravljeni na določene stvari, ki se pač v športu dogajajo. To so poškodbe in kartone. Pred dnevi je prišla tudi nekako informacija o tem, da bo letos finale pokala odigran na Fazaneriji. Kako pomembno je to za sam klub, za konec koncev tudi za mesto Murska Sobota? Glejte, prvo je to promocija nogometa v Prekmurju, ki je poleg recimo Štajerske nogometna, bi rekel, regija, ki si to zasluži. Bomo pa tudi vse naredili, da bomo probali v tem finalu igrati tudi kot Mura. Črno-bele so tudi tokrat pestile poškodbe, saj sta Renato Simič in Matko Obradović staknila hujši poškodbi. Za prvega je sezona že končana, Obradović bi se po najboljših napovedih lahko vrnil še pred koncem sezone. Ne glede na to, kako mučen je, mi moramo brez njega preživeti do konca sezone. V najboljšem primeru mogoče zadnjih par tekem, da bi lahko bil zraven, ampak ne moremo zdaj na to vplivati. Moramo dati in Zalokarju in Šafariću ogromno podpore, katero tudi imata in delati na temu, da se njegova odsotnost pozna čim manj. Dela pa se tudi na tem, da bi Mura dobila nov trening center, ki bi pomenil nadgradnjo trenažnega procesa. Definitivno, to je eden od ciljev
naših ciljev, je pa tukaj več dejavnikov. V prvi meri občina, ki je lastnica Fazanerije, ki je tudi lastnica okoliških objektov in dejansko želja, nek širši plan obstaja, tudi razbit bo verjetno več faz, kot smo nekrat omenili. Kako hitro bojo pa zadeve potekale, pa zdaj težko napovedati, kajti viri financiranja bodo različni in vse to mora enostavno sovpasti in po etapah zadevo pelati. Definitivno je pa prva stvar, ko moramo urediti igrišče in vadbeni center in to je recimo neka prioriteta v letošnjem in naslednjem letu. Mi smo svoje želje izrazili, predvsem tudi prosimo občino, nam pri tem pomaga, da se ta center uresniči, da ga enostavno naredimo. Kje točno bo, je pa težko reči, ker vsaka lokacija, vsaka stvar ima neko svojo stališče oziroma specifiko, ki je treba ustrezno rešiti, uskladiti in potem tudi realizirati. Kako je s podporo lokalne skupnosti klubu? Jaz moram reči, da podpora je tako strani navijačev kot strani lokalne skupnosti izvrstna, mi pa dejansko si prizadevamo, da bi naredili vse, da to stvar še dvignemo, še bolj razširimo in da dejansko to postane en center druženja, kjer bo v prvi mesti seveda nogomet, je pa dejansko to druženje na nivoju mladih in vseh starostnih kategorij. Priprave v Turčiji so se zaključile, nogometaši so se vrnili domov, kjer bodo opravili sklepni del priprav pred prvo prvenstveno tekmo, ki bo na sporedu 23. februarja, ko se bodo Muraši pomerili z Domžalami. Črno-beli so v Turčiji odigrali 4 tekme, domov pa so se vrnili z zmago in 3 porazi. Vse tekme v kompletu so bile odigrane na dobrem, visokem nivoju. Res je, da imamo dosti težav, a mimo tega ne moremo to sprejmemo, delamo čim boljše, kako lahko, da imamo dosti mladih igralcev, ampak to ne spremeni dejstvo, da smo si želeli, da smo prišli do nekega nivoja, katerega si želimo. Po drugi strani pa smo videli, kako je, če igraš proti kvalitetnim ekipam, čvrstim, hitrim, močnim in to so ene izkušnje, katere bomo sigurno lahko v prihodnosti naučili. Nekako se priprave bližajo k koncu, kako ste zadovoljni s tem, kar ste napravili tukaj v Turčiji? Ja, zadovoljen sigurno nisem z poškodbami, ki smo jih imeli, ki so nas res zelo razredčile. Po drugi strani pa priprave, kar se tiče samega dela, so v redu, malo nam je galo vreme, ampak konec koncev fanti se med sabo novi spoznavajo, se infiltrirajo v samo ekipo, spoznavajo naš način dela, tako da z tega sreče sem zadovoljen. Črno-beli za zdaj še niso v položaju, da bi na samem začetku sezone odkrito napadali naslov prvaka. Je to želja v prihodnjih letih? V nekem srednjeročnem obdobju definitivno, kajti mi smo ambiciozni in imamo zmerno željo po zmagovalno željo in ta miselnost nas pelja naprej, nas žene in tudi o tem dejansko razmišljamo in bomo delali v tej smeri, da bi nekako srednjeročno tudi prišli do tega cilja. Za zdaj pa bodo Muraši napadali pokalno lovoriko, za finale, ki bo na Fazaneriji, se bodo udarili z Aluminijem. V klubu verjamejo, da bodo tudi priprave v Turčiji pripomogle k temu, da bodo črno-beli spomladi še močnejši.